državljani skupaj zbrali in namenili v proračun za zdravstveni sistem, namenili za aparat Lokomat, ki bo marsikomu povrnil upanje v to, da je hoja ena prvih pridobitev, ki jih vsak državljanka dobi nekako okrog enega leta. Nažalost, nekatere bolezni, akutne ali kronične bolezni, priklenejo ali pa odzamejo to dobrino. Aparat, kot bomo verjetno kasneje slišali, namenjen za rehabilitacijo oziroma za kronične bolnike, predvsem za otroke, in tem moramo namenjati še toliko večjo skrb. Kasneje upam, da v srečanju z zaposlenimi bom lahko z njimi izmenil tudi poglede na prepotrebno reorganizacijo v zdravstvenem sistemu, v katerem vidim posebno točko in promocijo Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta, ki je že do zdaj nosil zastavo Slovenije, ne samo v Evropi, ampak tudi v svetu, da bo lahko s svojim znanjem pomagal pri prepotrebni spopadu s konkurenco v letu 2014 z Evropsko unijo oziroma z drugimi državami. Prav njihove izkušnje so pripeljali do tega, da sem jih pozval, da vodijo skupino pri pripravi platforme za sodelovanje Slovenije na širšem mednarodnem prostoru. Skratka, danes bomo namenili državljanom in državljankam, predvsem tistim najmlajšim, ki so jih tako ali drugače kronične ali pa akutne bolezni privezali k postelji, da bodo lažje zakorakali, morda ponovno zakorakali v življenje, in prepričan sem, da je to pomemben doprinos razvoju Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta in da to je še en droben kamenček v telemedicino, enega pomembnih projektov zdravstva. Namreč, tako kot je rekel, včasih so bili filmi, danes je to realnost in stopamo v realni svet. Obema iskrene čestitke vsem zaposlenim, upam, da vam bo pomagal pri razbremenitvi kadra, tistim, ki jim pa ni, da jim bo olajšal življenje. Hvala, minister. Poškodbami, bolezni pri osebah, ki imajo okvarjeno gibanje in hojo, zaradi kroničnih bolezni pa seveda lahko izboljšujemo hojo oziroma način gibanja. So seveda zelo pomembno je vsem tem, da znamo izbrati pravega pacienta v pravem času in da so tisti, ki z pacientom delajo na tej zahtevni napravi, temu ustrezno doseganje. Ni to za vsakega pacienta, ni čudežen pripomoček in je del celostne rehabilitacije. To je pomembno. Reedukacijo, izkoriščanje plastičnosti srednjega živčnega sistema, ampak tudi ena spodbuda, ko ponovno ustanejo in začnejo gibati in pri hudi težki poškodbi, morda v tem zvezi lahko tudi eden od naših pacientov pove svojo izkušnjo, je eden prvih tisti, ki izkoriščajo to obliko rehabilitacije po poškodbi hrbtenjače vratne dele. Nam lahko poveste, kakšna je ta naša izkušnja? Verjetno sem prvič prišel v stik z Lokomatom. Sem bil na Hojci in sigurno ni bilo niti podrazno hoja tako dobra, kot zdaj po enem mesecu, kar uporabljam tega robota, je moja hoja veliko lepša, enakomerna in ti v bistvu ta robot ti odcepi v glavo pravilno hojo. Meni je res, kar se tega tiče, da pomaga. Osnovni koncept je, da z natančno določenim računalniškim načinom vodenja, gibanja pride do ponavljanja, številnega ponavljanja enakomernega, enakega, dobro premišljenega, dobro načrtovanega vzorca gibanja, kar ponovno poti v srednjem živčnem sistemu, ki so bile okvarjene zaradi bolezni ali poškodbi. Na aparaturi je možno veliko več pravilnih ponovitev, delno pa je seveda tudi ta aparatura razbremenitev terapevtov, vendar to ni glavni vzrok, zakaj smo želeli tako aparaturo. Običajno je odvisno seveda od kondicije pacienta, začenja se tam nekje 10-15 minut in tam do 40-45.
pozna. In pa seveda tudi še en, ki lahko sodeluje in pomaga, da se cela procedura izpelje. Tako da, če želimo res dobro izpeljati terapevtski program, sta potrebna 2 terapeuta. In od tega mora biti vsaj eden tisti, ki bolnika dobro pozna. Ker je potrebno regulirati. In to, kako je postavljen v sami aparaturi, kakšna je hitrost, kako so tudi nastavljeni. Po marsikaterem bolniku v slovenskem prostoru govorno veseli dokoje, da gre za pomemben inštrument, ki dviguje raven slovenskega zdravstva, specialne ustanove Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta, ki je mednarodno uveljavljen, predvsem pa pravi je namenjen tistim ljudem, ki nekako najbolj budno spremljajo tudi otrokom z težkimi srčnimi, prirojenimi boleznimi in pa seveda mlajšim poškodovanim v nesrečah. Ali zadošča ali ne zadošča za potrebe vseh v Sloveniji, bomo ugotovili v prihodnjih mesecih, letih. Zanesljivo pomeni pa pomemben korak v najvišjem tehnološkem razvoju zdravstvenega sistema. So takšni roboti iskanja prakso? To nekatere države, ja, ampak gotovo je naš slovenski univerzitetni rehabilitacijski inštitut eden vodilnih, ne samo v evropskem prostoru, tudi v širšem mednarodnem prostoru. In mislim, da je prav, da solidarnost računskih sredstev pomagamo pri tem njihovem strmem razvoju. Na zadnje mednarodno uveljavitev pomeni pridobitev tudi za Slovenijo. Pravi, če se bo izkazala izjemna potreba po teh časih, da bomo sledili več takšnih, čeprav je cena precej. Torej, v vsakem primeru pri uvajanju novih tehnologij bomo se morali in se tudi že poslužujemo vrednotenja zdravstvenih tehnologij, to je posebna metodologija obravnave koristi posameznih novih metod. Ta je bila ocenjena, pokazala je, da se splača investirati v tako aparaturo. Seveda bomo pa s časom tudi ugotovili, kaj je dejansko potreba. Večja skrb, ne samo moja vseh, je tem, da aparature še dobimo. Verjetno to tudi izberemo. Bistveno večji problem je pa znanje, imeti usposobljen kader, ta je visoko usposobljen v slovenskem prostoru, nažalost pa ne tako v velikem številu, kot bi si ga želeli, tako da bo potrebno tudi tu z roko v roko. Torej, nove aparature, ampak seveda tudi ustrezno število visoko. Pomaga. Je fajna stvar. Kaj se daje pričakovanje, da bo še prej nadalje še pogovarjati? Jaz sem prepričan, da je s tem robotom celoten postopek veliko krajši kot bi sicer. In jaz sem tudi prepričan, da slej ko prej bom se postavil na lastne noge. Zaenkrat sem na berglah, naredim krajše razdalje, ampak glede na to, koliko lepo napreduje, jaz mislim, da sem postavil slej ko prej na svoje noge. Mislim, Kojca je bila samo pripomoček, ko si se prvič postavil na noge. Pred lokomatom smo pa uporabljali tekoči trak. Tekoči trak je bo tako, tam pa rabiš imeti vsaj 4 fizioterapevte ob tebi, da ti približno kontrolirajo noge. In tudi oni ne morejo 20 minut približno istega tempa držati. Tako da mislim, se niti ne da primerjati Kojca oziroma tekoči trak z lokomatom. To pomoč pa ne. Ja, ko se meni julija 16. zgodila ta nesreča in 2 dni kasneje po operaciji, sem si zadal pač cilj, da bom do novega leta se postavil na noge in ta cilj sem resničil, tako da sem več kot zadovoljen. In zaenkrat lepo kaže, da se bo zadeva zrihtala. Ne upam zdaj pričakovati kdaj, ampak sam vem, da bo zdaj. Za take stvari je potreben čas, da časa imam to narediti. Verjamem pa, da imam na svoj prav. Definitivno, ne samo za mene, ampak je to zelo, zelo velika pridobitev za Sočo in mislim, da bo pomagala ogromno ljudem, tako kot je meni. Tako je. 34 let.